Dobro jutro, lepo napreduje ta april in vnebovzetje. Panika temačnih je na samem vrhuncu, kakor uspem videti in kakor uspem razbrati širše po svetu. Eno mogoče tako opozorilo na vse možne načine proba ta temačnost vas defokusirati, da ste fokusirani stran od sebe. Pa naj si bo to vreme, politika, virusi ali pa karkoli, nič ne rečem. Vse je narobe zunaj, vse je laž. Spoznanje, da je vse laž, je spoznanje vseh spoznanj. Ampak ker smo spoznali, ni več čas, da druge opozarjamo s temi spoznanji, ker kurc nikamor ne pripeljajo te stvari. Opažamo po 4 letih korone, ljudje še kar stran gledajo. Kar nej. Nismo tukaj zato, da bomo se z njimi ukvarjali in jih vlekli ven iz blata. Bistveno je, da se prebudimo tisti, ki smo tukaj zato, da se prebudimo. Prebuditi se moramo zato, da začnemo na to zemljo svetati več svoje lastne svetlobe iz lastnega čistega srca. Pazite, da niste zamoteni, defokusirani iz strani temačnih, ker to je bila njim vedno osnovna naloga. Motiti nas do te mere, da ne uspemo se zagledati v sebe. Le dejte se, v sebi boste našli vse odgovore, v sebi boste našli mir, v sebi boste našli blagoslove, radost svojega lastnega otroka, svoje lastne želje, strasti, pravzaprav tisto, kaj imate radi. In prej, ko se boste losali ega, prej boste napredovali. Ego je tisto, kar vas vleče dol kot ena gromozanska utež, in le losajte se ga čim prej. Zavedajte se, da niste sami in nismo sami v tem procesu. Ali je z nami Jezus, ali je z nami Bog, ali so z nami angeli, ali so z nami žaboni. Jaz se v to ne bom poglabljal, vendar jaz vem, ne verjamem, vem za prisotnost višje sile. Kako si jo predstavlja vsak zase, bo vsak zase povedal in pogruntal. Ne boste pa mogli višje sile začutiti, če se boste ukvarjali z minorno materialnostjo tega 3D zemeljskega, trdnega materialnega sveta, v katerem je matrica nas uspešno zadrževala, stoletja ali tisočletja. Zavedajte se, da situacija, kjer smo, je bibličnega formata. Prehod je nekaj, kar je bilo napovedovano stoletja in tisočletja, in Jezus kot tak je prispodoba vsakega posameznika. In let's sink in it. Dajte se poglobiti v to, ker ni vse tako. Cerkev je zdemonizirana, religija in Biblija je zdemonizirana zaradi tega, ker je v njej nekaj pametnega. In ako naši krščanski predstavniki ne smejo imeti familije pa seksati, pa lahko pijejo alkohol, dočim muslimanski svet pa lahko ima več žena, pa ne sme bože ne da je alkohol, ne? Ni važno, ali ženske, ali alkohol, ali meso, ali ne meso. Najbolj bistveno v tem času je, da ne ostanete nezaščiteni. Oziroma, da ostanete nezaščiteni. Najbolj pomembno je, da znate zaščititi svojo energijo, da znate prepoznati, kdo vam jo na kakšen način cuza, da znate pozdraviti rane, skozi katere vam energija življenjska odteka. Želim, da bi vsak čim prej najdel v sebi ta, bom rekel, globoki mir, zen, da bomo lahko zenljani, da bomo užili ljubezen in bomo vzljubili zen. Satanizem, demonizacija nikoli ni hotel, da bi mi bili v miru. Ves čas drama, kaos, panika, rdeč alarm, zelen alarm, fluorescenčen alarm in tako naprej. Ne padati na te fore, v bistvu vidite, da orožja nimajo več možnosti nas strašiti z ničemer velikim, kakor je temperatura, ki niha v aprilu,
kar je za april za moje pojme precej normalno. In ako probate ujeti in deliti in ne vem videti, joj, pa grozen april, pa spet nas bodo pobili, pa ovo. Probajte preživeti uro brez negativnih misli, to uro podaljšajte v dopoldne in probajte preživeti dan brez negativne misli in tako naprej, dan za dnem, in postali boste ultra pozitivni in ultra optimistični. Zavedajte se, da smo na tem svetu del narave in narava je naš dom. V mestu med bloki ne boste našli tiste prave povezave z zemljo. Mislim, že čevlje sezut bi bilo nujno potrebno, ne pa da imate pod sabo v stanovanju še 4 nadstropja mešanih energij, kar je seveda spet bila ideja satanizma, da nas diskonekta, torej odklopi od naše prave narave. Ja, nekako ne dovolite, da se poigravajo z vašimi srci, z vašim fokusom. Zdaj, jaz sem to tako lepo rekel, ne? Don't fuck with my heart, ne? Tako bi mogla biti tudi vaša drža. Ne boste me jebali direkt v betino. Morate zastopati, da družno so imeli kampanjo proti vam, proti nam, da bi nas videli na kolenih, ne? Ne bo šlo. Mi, ko smo prišli na kolena, se je bitka šele začela in prihajamo do točke, ko bomo želi, kar smo sejali, in vsak zase ve, kaj je sejal in kakšno žetev lahko pričakuje. Zdaj, letina je bila obilna, ne? Tako da, kdor je nasejal sranje, je že zdaj začel goltati sranje, paniko, stisko, breme, srečanje s samim sabo. Zdaj, tisto, kar smo mi, empati, ki smo bili kampanjsko targetirani, smo mi že pregrizli, prežvečili, dali čez. Zdaj pa se ta ista zgodba dogaja tem, ki so kampanjsko nas napadali, ampak oni so dobili vse naenkrat, ne? Seveda, tako kot mi nismo poznali njihovega igrišča, tudi oni ne poznajo našega igrišča. Čeprav naše igrišče je narejeno v pozitivo, mi nikogar ne bomo ne z lopato, ne s krampom, ne z metkom, celo drugač, želeli smo vsem pomagati, vsaj iz sebe, tako gledam. Vendar vidim, da se ljudem žal pomagati ne da, dokler se ne srečajo z lastno bolečino, kajti ta liberalna vzgoja, ne, joj, pa ne smeš otroka klofant, ne, klofuta kar zaleže. Nisem zdaj, ne bo do narobe razumel, nisem pristaš nasilja pa vzgoja s klofutami, vendar zaušnica pritiče. Zdaj te zaušnice spet niso fizičnega formata, zaušnica je zaradi tega, ker preleti kaj v ušesa, in jezik je naš meč. In še enkrat vas pozivam, govorimo resnico, in resnica je tista, ki jih najbolj kolje po njihovih usranih ušesih in usranih dejanjih, ki se jih še kako zavedajo in ako glumijo, da nimajo pojma, kaj se je zgodilo 5 let nazaj, 3 mesece nazaj, 4 ure nazaj. Oni imajo neko selektivno naglušnost, celo selektivno pozabljajo stvari in si izmišljujejo stvari, kot da so realne. Ni res, ego vse sorte riše, narcis ima o sebi lažno sliko in jo predstavlja na ven za vse sovde. In ako mi empati začenjamo gledati ta cesarjeva nova oblačila, kako probajo nam dopovedati, da so prečudoviti, in ako vidimo, da temu ni tako. Ne bom predolg, držite se, bodite v miru, spustite si kakšno podobno glasbo, kot sem vam jo dal v ozadju. Lahko si spustite epsko, da zarobantite, porka Madonna, ne boste nas. In res je, če ne bi bilo nas, ki ne ubogamo vsak ukaz, bi nas bil že zdavnaj bil odnesel plas. In hvala vsakmu, ki drži linijo. Bravo, pridni, vsi skupaj in vsak preseb. Smo na pragu nečesa zelo velikega, in vsem želim vse dobro. Čau!